ta del, potem pa poslovno del, še prek Jur in del prek Jur, potem pa poslovno del se poškopijo. No in takrat je cerkvena posvetna oblast odločila, kje se gradile cerkve, kje so potrebe. No in potrebe so bile vse od ustanovitve župnije, leta 1807 je bila cerkev, torej župnija ustanovljena. Od tistega časa naprej je bila težja, da bi zgradili večji cerkev. Namreč poleg je bila blizu župnijskega doma in na cerkev je nekako pol lesena bila zidana in je šlo samo nekje za 200-250 ljudi. Župnija pa že v poslanitvi imela 2800 ljudi. Je zelo veste, mala cerkvica. In si je prvi župnik prizadeval, da bi zgradil, ni dobil dovoljenja. No in potem je vendarle dovoljenje prišlo in takrat se kuriri vozili, da se te pošte, vse se pa dobro v 19. stoletju, in izročilo pravi, da so kuriri zamenjali pošto. Ta cerkev bi naj nekje na Madžarskem, v enem mestu stala, tukaj pa bi naj bila manjša. Ampak pravijo in beremo se na pismu, da brez Božje volje niti lav slava ne pade. Tako je tudi ta cerkev bila upravičena tukaj zgrajena. In sicer v tem smislu, da že bilo takrat 2800 ljudi, in potem je z leti naraščalo prebivalstvo tukaj. In ob koncu druge svetovne vojne je župnija imela okrog 2500 ljudi, 6500 ljudi. Se lahko misli, kako je to naraščalo. In cerkev je potrebna, kako velika je bila, tudi še danes je potrebna. Hvala Bogu. Da je dobro, da so zgodine. Glejte, smo že povedali, da je zgodina njega še zgrodi, pa da je zopeke. In to, kar vidite opremljeno zdaj v cerkvi, to je vse nekje okrog 100 let staro, ti oltarji. Mi pa smo seveda v zadnjem obdobju dodali tisto, kar je še manjkalo, kar smo mislili, da še je manjkalo, in smo popolnoma predvedili po praznovanju 200-letnice župnije in 150-letnice cerkve. In sicer, kako vidite, glavni oltar, mogočni glavni oltar, lahko rekel povzetek cele kalvarijske ritve. In zanimivo, pogled se ne ustavi, in nas kristjani se ne sme ustaviti tega križu, ampak pristane zveličeno. Zato imamo najbližje ostalega zveličeno. Tu je zdaj tako močno sporočilo. To vam bi tukaj je oltar srca Jezusovega, češčenje srca Jezusovega, pridane živo, in glede tukaj pred nami v oltarju imamo tudi podobo srca Jezusovega, pa Marijinega, mesto v našem dvoranu. Leto se posebej še pripravljamo na posvetitev Marijine, torej z Matičnim srcem kot župnija. In naslednje leto pa Jezusovega srca. No, potem je oltar svetega Jožefa. Mogoče bi samo tam pomisel vam povedal, glede tam v svetem Jožefu sta tašča pa tast. In tam, kjer imate morda probleme v družini, ker se ne razumete tam, kaj pošpilite, pa kaj prosite, tam se namreč starši Devica, Marija, Joachim in Ana, in sveti Jožef, kaj tam poprosite. Potem morda tam vidite oltar Rožnovenske Matere Božje. Ta oltar je zelo značilen. Namreč, ko so Madžari ohranili 1000 letnico prihodov obred, v ta prostor, so tudi postavili različne spomenike, pa tudi oltarje. In tukaj v naši župnijski cerkvi so postavili oltar v čast madžarski kraljici, Mariji kraljici, rožnega venca. In vidite, ima Marija na glavi madžarsko krono. Madžarska krona lahko takoj vidiš, da ima križ po strani. No in ob teh skrivnostih pa vidimo tudi prvega madžarskega kralja svetega Štefana, na levi strani, desni strani pri madžarskega sveti Enrik. No in k temu oltarju smo tudi mi lansko leto, ker smo sedaj v vizionem času svetosti, tudi dodali nekaj svete podobe in
patra Maksimiljana Marija Kolbeja. Zakaj smo njega dali? Namreč vsi trije so povezani z Marijo in z Fatimsko Marijo. In prav Maksimiljan Kolbej je ustanovil vojsko brez madežne na podlagi fatimskih dogodkov, da bi ljudi posvetil brez madežne. To smo dodali, potem pa zadnje, gledajte, imamo posebne kakšne značilne spovedice iz vse svetega Janeza Boska z relikvijami, predvsem naše župije, kar nekaj salezijancev, duhovnih poklicev, zadnjega smo naredili ima leto na domašnju, ena Mitja Franc. In jaz sem zelo hvaležen, da smo srečemo v mladini, da smo dobili relikvije svetega Janeza Boska. In tam je vsa zgodba, tam je tudi sveti Dominik Savio, tam je Mazarelijeva, tam je naša nova Pekunija in tako naprej. No, potem, gledajte, v tej naši župiji je tudi bilo vedno češčenje svetega Frančiška Asiškega, kaj je povezano z patre Frančiškane. Namreč, gledajte, tukaj imamo svetega Frančiška, poznate sveto podobo, tu so bili živi, namreč v preteklosti je bil že prekle, bil tretji rednik. In takrat so prihajali Frančiškani iz Čakovca pa Baražnika sem in z odloka je duhovno poglabljali v naše ljudstvo. Zato imamo to sveto podobo. No in tam smo zdaj dali tudi patra Pija, spodnica, v kateri prihajate, patra Pija dobro poznate. No, potem je sveti Alojzij Gonzaga za svojo mladino, čisto starine. Potem imamo tam spovedico svetega Janeza Nepomuka. On je zavetnik nas vodnikov iz duhovne močečnosti, pa seveda brez blaženega tona, ki nas omška pa ne gre, tam zadnje tudi imamo. In potem še smo na eno staro spovedico, ki smo pokladili, dali tudi podobo svetega Janeza Vianeja, ki pa je seveda na arški župnik, zavetnik nas župnik. No, potem lansko leto, ko smo imali stoletnico, spet tam zadnje kapelo še nekako bolj približali fatimski skupnosti, s tem, ko smo milostno podobo že leta 2002 postavili tudi ta sončni čudež v letni. In tam imamo tudi spovedico